Dober dan in dobrodošli na kanalu Albert in Leonida Mrgole. Danes bomo govorili o eni zelo zaželeni temi, vsaj na Facebook profilu Lea Leonida Mrgole. Ste dali vedeti, da nujno želite govoriti in poslušati o tem. Tako da je tale video namenjen eni zelo nepovezovalni navadi, ki jo imamo vsi in vsi jo obvladamo in vsi smo se jo naučili zelo zgodaj, in to je kritika. Vesela sem, da ste eni omenili, da je kritika lahko tudi konstruktivna, da je dobra, da je zdrava. Tudi jaz se s tem strinjam, da je kritika lahko zelo velika spodbuda. Se mi pa zdi pomembno, na kakšen način to kritiko sporočimo. In zdaj imamo dve stvari, na kakšen način kritiko sprejmemo in na kakšen način jo dajemo v svet. Zato bosta seveda tudi nastala dva videa. In danes se bomo ukvarjali z sprejemanjem kritike, tako da vas prosim, da video pogledate do konca, ker se bo naslednjič nadaljeval. To je en del, drugi del pa je, da vam na koncu videa razkrijem en tak čarobni način, kako v bistvu naredimo, da kritiko lažje prenesemo, tudi kadar jo naš sogovornik na naroden način izreče. Jaz sem si veliko stvari zapisala, zaradi tega, ker sem hotela upoštevati čim več tega, kar ste na Facebooku zapisali, in se mi je zdelo zelo pomembno. Ena stvar, ki bi jo rada povedala, je, da vas prosim, da zdajle pozabite na otroke, na partnerja, na šefa, na sodelavce, na prijateljice in se osredotočite samo nase. Zakaj? Zaradi tega, ker vam bom dala en primer. Recimo, grem po cesti jaz in gre po cesti še ena druga oseba. In meni nekdo reče: "Ja, kakšna pa si ti danes?" In osebi zraven mene isto nekdo reče: "Ja, kakšna pa si ti danes?" In ena od naju, recimo, ajde, bom sebe izpostavila, jaz bi rekla: no, dobro, se grem v špegu pogledati, rečem: no, dobro, nimam glih fajn frizure, pa tle imam maskaro razpacano, pa se popravim, pa pozabim, pa grem naprej. Pač to ne povzroči neke drame v meni. Druga oseba se pogleda v špegu, reče: "Joj, meni ni pomoči, le kakšna sem, nikoli pač, zakaj so druge lahko lepe, zakaj imam jaz en velik nos, sploh boljše, da ne grem med ljudi." Skratka, ta druga oseba doživi dramo. Prva oseba pač se pogleda in reče: "No, glej, pač nisem mu všeč." A vidite, en stavek pri enemu lahko naredi spodbudo, lahko ne naredi sploh nič, pri drugemu isti stavek lahko pomeni dramo za en teden. In ne moramo reči, recimo, če nam prijateljica pove kakšno tako zgodbo: daj nekaj komplicirati, saj to ni nič takega." Ne moramo tega reči, ker ne vemo, kako je ona to doživela. In zelo rada bi, da to dejstvo vzamete na znanje, da vsak kritiko doživlja na svoj način, da je to povezano z našim notranjim svetom, z našo otroško zgodbo, z našo samozavestjo, s tem, koliko imamo mi zunanji svet, mnenje zunanjega sveta za pomembnega, kaj bojo drugi rekli, Recimo, jaz nisem toliko občutljiva na to, eni so zelo občutljivi na to, kaj bojo drugi rekli. In zato niso slabi ljudje, nič ni narobe z njimi, samo pač fino je, da to vemo, da se tega zavedamo. Zdaj vam bom povedala en primer, kako je kritika lahko, kako ima tanko mejo, kako se mi hitro zaznamo kritiko tam, ko jo mogoče sploh ni. Zgodba je takšna. Jaz sem, to je že veliko let nazaj, bila sem doma, 4 otroci, Albert je hodil v službo in jaz se en dan odločim, danes bom pa jaz Alberta razveselila, otroke peljem v šolo, v vrtec in pucam ko nora. Cel dan pucam stanovanje, vse pomijem, vse pobrišem, okna po tleh, zavese, vse.
Tako, res, turbo, a veste, turbo hitrost. In potem ga čakam. Mislim, ne čakam Alberta, če sem čisto iskrena, ampak čakam Albertov odziv. Da bo rekel, pospravila si, da bo ne vem kaj, mogoče rekel, pridna si, kot ena majhna punčka, grozen. Ampak tako je, dajmo, a ne biti iskreni. Včasih imamo to potrebo, da smo pohvaljeni tako kot eni mali otroci. No, in Albert je prišel domov in je prišel noter v dišeče stanovanje, res je dišal, res je bilo lepo. In je odložil torbo in me je pogledal in je malo pogledal tako okrog sebe in se je sklonil in je pobral eno smetko. To je bilo za mene konec sveta. Nič ni rekel besede. Ampak ko je on pobral tisto smetko, sem jaz slišala glas, ni dovolj dobro. In a veste, kaj se je zgodilo? Pač, ja, odpel se mi je, začela sem kričati, začela sem naštevati, kaj vse sem naredila, začela sem pač, očitala sem mu, da ni hvaležen, da je to res grdo, kakšen je, skratka, napad do konca. Brez, da bi on rekel, lepo je, ali pa ni lepo, ali pa lej, nisi dobro pometla, nič mi ni rekel, a ne. In tudi danes vem, da mi nič ni hotel takega reči, da je verjetno mislil, olej, koliko je lepo še to smetkom pobral, a ne. In glejte, zatem je moja otroška zgodba, ko sem, a ne, čistila in nikoli ni bilo dovolj dobro. Moj oče je bil astmatik, pri nas se je prah brisal vsak dan, po tleh se je pomival vsak dan in nikoli ni bilo dovolj dobro, a ne. Tako da jaz sem se ujela na neko mojo otroško potrebo, na neko mojo otroško željo, ki se jo takrat nisem zavedala in naredila tak konflikt, da mislim, da en teden nisva orenka prišla k sebi. Danes sem zelo hvaležna, da te stvari vem, res, in rada bi vam jih dala, zato ker to so taki uničevalci odnosov, da pač, ne. In naši najbolj pogosti spontani odzivi na kritiko, a ne, zdaj bom povedala tako, 3 vam bom povedala, vi ste jih tudi na Facebooku zelo veliko napisali in so mi všeč, a ne. Eno je napad, to se pravi, ko nas nekdo kritizira, da napademo nazaj in začnemo prepričevati unga z argumenti, da nima prav, da imamo mi prav, skratka, kdo ima prav in kdo nima prav, a ne. In seveda, to gre tudi lahko do agresije in, a ne, zelo na meji je to. Napad gre seveda skupaj z obrambo, a ne, da se branimo, to je drugi odziv. Nisem tako mislil, nisem tako hotel, saj sem se potrudil, skratka, taka, a ne, nežna obramba. In tretja reakcija, ki je zelo pogosta, je zamrznitev. To, da ko nas kdo kritizira, mi zamrznemo, ne rečemo nič, ne moremo reči nič, se delamo kot, da je vse okej, a ne. Ampak potem, ko pridemo ven iz te situacije, smo pa jezni običajno nase. Zakaj nisem tega rekel, zakaj nisem onega rekel, zakaj mu nisem to povedal, zakaj mu nisem povedal in tako naprej, a ne. Kako se izvlečemo iz tega primeža? Kako se izvlečemo iz tega primeža? To je zelo pomembna stvar. Ena najpomembnejša stvar je, da se mi takrat zavedamo tega. To se pravi, da se zavedamo, ko nam nekdo da kritiko, kaj se z nami dogaja, da si rečem, zdajle se počutim, da on ni zadovoljen z mano. Kaj so moji občutki v telesu? Ne govorim o čustvih, najprej govorim o občutkih. Napeta sem, v prsih me tiši, recimo tisti, ki zamrznejo, imajo težko telo, ne morejo se premakniti, a ne. Tisti, ki jih v obrambo bi neki, a ne, neke te gibe, jezni gibi. Skratka,
Zavedanje občutkov v telesu je zelo pomembna stvar. Zaradi tega, ker mi na ta način lahko sprostimo napetost. Skratka, aha, to bi naredila, ali pa to pomeni, da takrat lahko naredim to, lahko si samo rečem, da je vse ok. Skratka, najdem nek način, da te občutke sprejmem, da jih ne odganjam in da začutim pod temi občutki čustva, ki se dvigajo. Ta čustva so pa lahko jeza, sigurno, ampak pod jezo se običajno skriva nemoč, ta občutek nikoli ne bom naredil dovolj dobro, sram, spet, kva si misel o meni, žalost, znerviranost, skratka, neka čustva so spodaj pod jezo, sovraštvo je lahko, in spet, dajte sprejeti ta čustva, nič ni narobe z vami, če tisti hip čutite tako, kot čutite. In si samo rečete, ok, zdajle čutim stvari do osebe, ki mi je pomembna, ki jih ne bi rada čutila. Ampak pač ok je, ker se pač tako počutim se, da nisem ustrezna. In morate se zavedati, da te občutki in čustva v našem telesu so naša zgodovina. To je oseba, ki je nasproti nas, zdajle, ki stoji, ki imamo mi občutek, da nas kritizira, samo prebudila. Prebudila je naše občutke, ki so zapisani v naših celicah, lahko tudi od prejšnjih rodov. Ampak zelo velikokrat so povezane, kritika je zelo velikokrat povezana z našimi starši in s tem, kako so oni nas vzgajali skozi kritiko in s tem, kako smo mi imeli občutek, ali smo lahko naredili kdaj kaj dovolj dobro, ali se to ni dalo. In jaz recimo naredim tako. Ko zaznam te občutke, rečem, pozdravljeni, ste prišli na obisk. V redu, dobrodošli, zdajle nimam časa za vas, nimam se časa z vami ukvarjati, zato bi vas lepo prosila, če počakate, ker imam zdajle jaz pomembnejše delo. Skratka, zavedam se jih in s tem, ko se jih zavedam, ustavim moje spontano vedenje. Ne bom šla v napad, ne bom šla v obrambo, ne bom zamrznila. In zdaj rešitev, kaj bom naredila? Naš drugačen odziv je ta, da mi preverimo, kaj se na drugi strani dogaja. Skratka, lejte, zdaj, to je zelo pomembno. Mi smo zaznali kritiko. Fokusirali smo se nase, zavedali smo se občutkov v telesu, zavedali smo se čustev, to se v sekundah tako dogaja, hitro. Pozdravili smo jih, rekli smo, živijo, a ste tukaj. V redu je, a lahko počakate, zdajle se nimam časa ukvarjati z vami, kasneje se bom s tem ukvarjala. In našemu sogovorniku rečemo, oprosti, ne razumem te čisto dobro, a ti mene zdajle želiš kritizirati, a bi ti nekaj naredil drugače, a nisi zadovoljen z mojim delom, a misliš, da bi jaz lahko bil drugačen človek, rada bi razumela, kaj mi želiš sporočiti. In ko bom to naredila, bom delež od mojega sogovornika vrnila mojemu sogovorniku in on se bo mogel potruditi, da mi to, kar mi je želel povedati, povedal na drugačen način. Skratka, jaz, ko odreagiram za odrasle osebe, na drugi strani prepoznam odraslo osebo, ki je tudi odgovorna in ki mi sporoči. In ne morete si misliti, kako se spremeni odnos, kako postanemo enakovredni, kako iz tega lahko nastane ena res konstruktivna debata. Probajte, boste videli.
probaj, to je sicer težko, a ne, to, kar sem jaz zdajle v videu povedala, recimo, a ne, je lahko tudi, ne vem, rezultat, ne vem, nekaj individualnih terapij, da pridemo čez to. Eni zmorete sami, to je super. Tako da gre se za to, da krepite svojo samozavest, gre se za to, da se ves čas zavedate, da to, kar delate, vedno delate maksimalno najboljše. A ne? Recimo, zdaj jaz snemam video in jaz se trudim, da bi posnela maksimalno najboljši video, ampak to ni nujno, da je to najboljše, kar jaz zmorem, sicer. Ampak ta trenutek zmorem najboljše to. A ne? In ko bo nekdo prišel in me skritiziral, bom rekla, hvala, ne? Tisti trenutek sem pač najboljš naredila lahko to, lahko pa poskusim še enkrat. Tako da, ja, naslednji video, da ne bom predolga, bo govoril o jaz v vlogi kritika. To se pravi, kako jaz kritiziram druge. Zdaj bi vas pa prosila, da delite tale, res vas prosim, da delite ta video, da ga lajkate in da napišete kakšen komentar spodaj. Zakaj si želim, da delite ta video? Zaradi tega, ker se mi zdi, da je kritika preplavila naša socialna omrežja, naše družine, povsod je, povsod, in ljudje res trpijo zaradi tega. In a ne bi bilo fajn, če bi znali se tako postaviti pa reči, a ti želiš mene zdaj kritizirati, a te jaz narobe razumem. Čau, čau!